Najbrž drži, da nas vsako potovanje vsaj malce spremeni. Nekateri celo trdijo, da so obstoj, razvoj, zgodovina človeka pogojeni z našo nenehno potrebo po gibanju. Ne glede na to, ali vse to drži ali ne, osebno verjamem, da nam potovanja omogočajo stopiti v neko drugo dimenzijo časa in prostora. Za seboj pustimo vsakdanje življenje, odkrivamo nepoznane kraje in pridobivamo nove prijatelje. Zdi se, da vstopamo v nek drug, popolnoma drug svet, pa vendar gre vedno za ta isti planet, Zemljo. Prav na potovanju v afganistanski Hindukuš sem začutila, da vstopam nekam drugam v druge razsežnosti. Bilo je potovanje v zgodovino, po pozabljeni deželi, kjer je razvoj največkrat prinašal smrt. Popolnoma sem prepričana, da se je nekaj vseh nas spremenilo. Vendar je eno dejstvo. Naša odprava, ki je s pristopom na najvišji vrh Afganistana Nošak simbolično prinašala v deželo znamenje miru, je spremenila naše predstave o tej tako oddaljeni deželi. Prepričana sem, da potovanje v Afganistanu nas ostajajo kot spominja lepe sanje. Naslednje slike prikazujejo vse tisto, kar smo uspeli videti in doživeti. V njih je ujeto poslanstvo gorniške in humanitarne odprave Oksus, Gore za mir. Ob prihodu v Afganistan nas velikih razobešenih portretov pozdravi komandant Masud, legendarni narodni heroj in hkrati simbol državne neodvisnosti. Mesto Kabul nas pričaka zasičeno s prometom. V tem je popolnoma podobno drugim azijskim mestom. Edina razlika so še neizbrisani sledovi komaj pred meseci zaključenih spopadov. Med pristajanjem nam pogled na ostanke zbitih letal, ki razpadajo ob robu letališke steze, in še bolj stanje pripravljenosti nemških vojakov ob sestopu z letala, da razumeti, da je stanje še vedno resno. Pogovor s pristojnim generalom Marijem Fiorezejem, članom nevladne humanitarne organizacije Intersos, ki skrbi za razminiranje v Afganistanu, nam samo še potrjuje, da so tukajšnje razmere skrajno negotove. Nastanimo se delno na sedežu Intersosa, delno po prostorih za obiskovalce v bližnji zgradbi. Prvi trenutki po prihodu v Kabul so polni napetosti. Naš vodič je prijazni in simpatični Mario Fioreze. V naših očeh je nekakšen Vergil, ki spremlja Danteja na njegovem potovanju. Saj nas bo vodil skozi deželo, ki v svojih prizorih spominja na pesnikov pekel. Ko se razgledamo, dobimo vtis, da okoli nas stava nešteto izgubljenih duš naroda, ki ga je mednarodna družba pred več kot 30 leti dejansko odpisala. Na obrazih in po telesih ljudi se kažejo sledovi vojne, ki se ne dajo izbrisati. Beračice, morda vdove, nas prosijo za miloščino. Vse povsod begunci in vojaštvo mednarodnih sil v dvojnih vlogah zaščitnikov in samaritancev v tej afganski drami izgubljenih duš. Kljub vsemu išče mesto izhod iz tega položaja. Želi si zadihati v normalni vsakdanjosti. Zunaj mesta ni tako. Samo na cestnem odseku, ki iz Kabula pelje do prelaza Majpar Gorč, so vzdolž ceste v smeri za Žalalabad v zadnjih 6 mesecih nabrali kakih 2500 min. Mario Fioreze nam razlaga, kako poteka razminiranje. Z belo barvo prekriti kamni pomenijo, da si na bonificiranem območju, kjer so pa kamni premazani z rdečo, pomeni, da si sredi večjega aktiviranega minskega polja. Explain that these people are now just only visiting this place, but they are going to Badakhshan. Ustavimo se v ortopedskem centru Mednarodnega rdečega križa v Kabulu.
Odgovorni zdravnik Alberto Cairo že 13 let živi v Afganistanu in s svojim delom pomaga vojnim žrtvam in minskim pohabljencem. Ob prihodu nas v zdravniški strukturi sprejme direktor, fizioterapeut in sodelavec dr. Caira. V centru pomagajo pohabljencem, tu jim namestijo protezo in jim pomagajo pri rehabilitaciji. Birgle, invalidne vozičke in druge ortopedske pripomočke izdelujejo kar zdravstveni sodelavci, ki so mnogi sami žrtve minske eksplozije. Sprožim gumb na kameri, a roka mi je negotova. Prevzame me nelagodje. Usta so mi neprijetno suha, ustnice otrple. Obnemim in ne morem prikriti svojih občutkov. Prizori prevzemajo tudi druge obiskovalce. Vsi se zamislimo globoko vase, čutimo zadrego in sram, da smo člani istega sveta, kjer vrhunska tehnologija izdeluje take grozote. V prvih dneh našega postanka v Kabulu smo zmedeni. Večkrat se nam postavi vprašanje, kaj ima alpinistična odprava na vrh Himalaje skupnega z mirom v Afganistanu. Mar bi ne bilo bolj primerno postopati po neki prioriteti? Bi ne bilo na primer koristneje pomisliti še preden se porodijo zamisli o podobnih odpravah, kako razminirati teritorij, ali kako priskočiti na pomoč vojnim brezdomcem, kako priskrbeti tem ljudem hrano in zdravniško pomoč? Podobne misli in vprašanja so nam rojile po glavi v Evropi, ko smo se pripravljali na odpravo. Prepričan sem, da je vsakomur od nas skozi možgane šinil dvom, komu koristi ponesti zastavo miru na najvišji vrh afganskega pogorja Hindu Kuša na 7492 metrov visoki nošak. Med našim obiskom pri italijanskih enotah v Kabulu mi je vojak, ki nas je spremljal, zašepetal: v tem kraju postane tudi nasmeh otroku lahko zelo važen. Te besede so me spremljale vso pot skozi gorski svet Hindu Kuša. Vame so vlile prepričanje, da je naša odprava vendar pomembnejša, kot sem si predstavljal od samega začetka. V deželi, kjer je religija od nekdaj in vse skozi važnejša od življenja samega, je naša pobuda prevzela vlogo, ki jo v zahodnem svetu zdaleč več ne poznamo. Morda ima naša odprava mimo njene humanitarne pomoči, ki jo dežela potrebuje, simbolično vlogo nosilke novega miru. Ukrcamo se na letalo in zapustimo Kabul. Ko pristanemo, smo sredi zapuščenega, skorajda uničenega letališča v Fajzabadu. Pogled je osupljiv. Na pristajalni stezi sameva eno samo majhno letalo Združenih narodov. Bolj oddaljeni, v majhni, na pol podrti stavbi, je na straži nekaj vojakov v uniformah Severnega zavezništva. Prišli smo na območje pokrajine Badakšana. Napotimo se proti Fajzabadu, glavnemu mestu pokrajine. Mir Zajdullah, predstavnik krajevne skupnosti, znanec, ki smo ga spoznali na predstavitveni tiskovni konferenci v Kabulu, nas čaka z dobrodošlico. Naš prvi postanek je na tržnici. Založimo se z mineralno vodo, saj imamo pred sabo še dolgo pot. Rekli so nam, da je to zadnja tržnica, kjer si jo lahko nabavimo. Potovanje skozi afgansko pokrajino je naporno. Med vožnjo po stezi, izrezani ob vznožju gore, skoraj ne moremo upravljati videokamere. Luknje na progi so neprimerno globoke, kar naprej moramo naprezati mišice, da se ne zaletavamo ob kabino terenskega vozila. Narasla reka, ki dera vzdolž ceste Baharak, je spodkopala cestno podlago. Skupina delavcev se spoprijema z usado.
Čaka jih še dosti trdnega dela, preden bodo lahko cesto na kakšen način pokrpali. Med sovjetsko okupacijo Afganistana so skoraj vso cestno mreže prekrili z asfaltom. Danes po dolgotrajnih bojih ni od vsega tega ostalo skoraj nič. Vse povezave so bile uničene v bojnih akcijah, kjer jih vojna vihra ni dosegla, so priskočile na pomoč sile narave. Ostale ceste propadajo same od sebe zaradi pomanjkanja vzdrževalnih del. Ko vozimo iz Baharaka, zremo v kilometre nepregledna polja posejana z makom, iz katerega se prideluje opij. Vedno bliže smo ozkim dolinam Hindukuša. S kamerami snemamo in hkrati občudujemo barve tega smrtnonosnega cvetja. Zazremo se v lepoto dolin in gora. Prevzame nas duševno razpoloženje, na pol prežeto z začudenjem, na pol strahom. Kako mora tako lep cvet ustvarjati toliko grozot, uničiti življenje? V Afganistanu je pridelovanje in trgovanje z mamili z zakonom strogo prepovedano. Žalostna stvarnost je, da je to vrstno trgovanje ob pomanjkanju drugega pridelka in drugačnega zaslužka prepovedi navkljub zelo razširjena dejavnost. Edini, ki se ne ukvarjajo s pridelovanjem opija, so prebivalci pokrajine Wakhan, kamor potujemo. Po prepričanju so izmaelitski muslimani in držijo se zapovedi njihove vere. V vzhodni del Afganistana smo prepotovali ločeno, v dveh skupinah, deloma z letali, deloma s terenskimi vozili. Ishak Shim je naše izhodišče, zdaj smo spet skupaj. Prva skupina čaka na nas že nekaj dni. Said Akmal, afganski član odprave Oxus, Fausto De Stefani, član zveze Mountain Wilderness, eden od redkih alpinistov na svetu, ki se je povzpel na 14 vrhov nad 8000 metrov. Ter Alessandro Ojetti, ki bo z mano snemal dokumentarec o podvigu naše odprave. Namen načrta Oxus, gore za mir in odprava sama, kot nas je večkrat že od vsega začetka opominjal Carlo Alberto Pinelli, pobudnik odprave, je množično informiranje. Komunikativni uspeh medijske predstavitve ni nič manj važen od samega podviga na gorski vrh. Dežela Furlanija Julijska krajina je v prepričanju, da so vrednote, ki jih zastopa pobuda hvalevredne, dala svoje pokroviteljstvo in nam ponudila lastno informativno omrežje, po katerem smo prek satelitske povezave dnevno pošiljali videoposnetke na nalašč pripravljeno spletno stran. Delo se zdaj osredotoči na pripravo prtljage, ki jo bodo domačini prenašali na ramenih vse 3 dni hoje skozi dolino, ki nas bo pripeljala v Nošak. Guverner iz Ishaka Shima nam gre vzorno na roko in nam pomaga pri pripravah. Osebno nam je dal na razpolago službene prostore in priskrbel nosače. Kljub vsemu ostaja živa največja skrb, minska polja. Fausto in Alessandro sta se odpravila na pot iz Italije še pred odhodom odprave, prav zaradi te novice, ki je padla nad nas kot siva mora. Proga, ki vodi do baze, je minirana. Ozko vijugasto pot skozi dolino, na koncu katere se gora Nošak dviga proti nebu, so pred leti mudžahidini posejali z minami. Namen je bil preprečiti, da bi se, preoblečeni v talibanske prostovoljce, oddelki pakistanske vojske prebili skozi skoraj nedostopen prelaz, ki povezuje pakistansko pokrajino Čitral, in se vtihotapili v zaledje za hrbet armade vzhodnega zavezništva. Zdi se, da osrednja vlada v Kabulu sploh ni vedela za mine, saj so voditelju naše odprave stalno zagotavljali, da v gorskem predelu Hindukuša ni minskih polj. Skupina izkušenih razminerjev italijanske nevladne organizacije Intersos, ki si je teden dni prej ogledala področje, nam je lahko le še potrdila, da so novice o minah ob poti še tako resnične. O tem, da bi dolino razminirali, preden bi lahko naša odprava skoraj 130 nosači stopila na pot, ni govora. Za kaj takega bi potrebovali veliko več časa. To je bila prva od ovir na naši poti. Znajdemo se na ozkem pasu, neke vrste prometnem hodniku, ki nas po starodavni karavanski svileni cesti vodi skozi Wakhan. Stopamo po stopinjah, ki jih je prehodil in opisal Marco Polo. Pot se vije ob reki Amudar. Stari Grki so ji dali ime Oxus. Tik zraven teče meja s Tadžikistanom.
Na drugi strani reke, v daljavi, lahko vidimo skozi okna terenca bodečo žico, vojaške postojanke, asfaltirane ceste in električne drogove. Tam, onstran reke, je svet drugačen. Vtis imamo, da nam iz srednjega veka pogled za trenutek šine v današnji moderni svet. Vse traja le za kratek hip, pot pelje stran od vode in zavije v smer proti vzhodu. Takoj smo z vrtincem prahu, ki ga dvigajo platišča našega terenca, ki še edini priča o naši navezi z realnostjo in tehnološkim svetom, spet potisnjeni nazaj v čas. Še eden od tolikih sunkov in vozilo zavije v desno. V ozadju se pred nami prikažejo osvetljeni od magične popoldanske sončne svetlobe obrisi vasi Kazi Deh. Končno na cilju. Od tod bomo potovanje nadaljevali peš, stopamo v svet gora. Zjutraj, ob odhodu, se nam nebo predstavi v jasni modrini. Zrak ob zori je čist, nosači že pripravljajo svoj tovor. Dolga vrsta se razposajeno vije naprej, navzdolj po makadamu, potem po zelenih travnikih, ki se končajo tam, kjer se dolina zoži v ozko sotesko, tik pred vznožjem gore. Moški s ponosno držo razdeli 136 nosačev v skupine po 10. Njegove oči so temne, zgubani obraz in črna brada dajeta njegovemu pogledu posebno globino in prodornost. Človek, ki se znajde pred njim, ima vtis, da ga njegov pogled stalno motri in miri. Gulam Šaki, tako je moškemu ime, je vojaški glavar na območju Išakšima in na prehodu v Akan. Med vojno je vodil polaganje min. Prihaja iz pokrajine Badakhšan, iz mesta Baharak, kjer se je rodil pred 37 leti. Z ženo imata 8 otrok, vendar imaš vtis, da stoji pred tabo izkušen in zrel človek, ki zdaleč presega lastnosti ostalih moških njegovih let. Ko se je pridružil Masudovim mučahidinom in odšel v gore, mu je bilo 18 let. Vsa dolga kolona je pod njegovim vodstvom. Pojavi se nenadoma, zdaj stoji v štric nosačev, a že jih prehiti in spet postoji in čaka, da tudi zadnji stopi mimo njega. Zdaj je spet pred vrsto nosačev, kot da mu tekanje po strmini ni niti najmanj naporno. Z vrha skale opazuje vse, tudi nas. V 3 dnevih približevalne hoje nas je popeljal skozi 2 minirani polji. Prvi minski pas je bil postavljen, ker se dolini naravno zožita in združita. Tu smo morali nosači in alpinisti stran s poti in se po neprijaznem produ strmo povzpeti v reber. V mrzlem jutru smo morali prebresti globok in deroč ledeni tolmun, se povzpeti po strmem grebenu kakih 200 metrov više in stopati ob previsu po komaj še zaznavnih sledovih, ki so jih na desni strani soteske pustili za sabo nosači. In končno se stopiti v dolino po zibajočih se ploščah granitnega usada. Drugo minsko polje, ki je bilo položeno na kraju, kjer se dolina spet odpre na točki tik preden s travo pokrito pobočje, prerasel morenski nasip kiklopske velikosti, smo obšli manj težavno.
Zadnji dan hoje smo dospeli pod ledenik. Pot, ki smo jo prehodili, se je vila vzdolž tolmuna. Nad nami so visele ogromne grozeče stene iz trhlega kamna. Pot smo nadaljevali ob obrobju istega proda iz morenskih skal, dokler nismo prišli do baze, kakih 4450 metrov nadmorske višine. Po postavitvi šotorov in pregledu prtljage, dolge vrste plastičnih sodov, zabojev in vreč, ki so bile kot za razstavo razvrščene pred nami čez vso kamnito ravan, je sledilo pod stalnim strogim Gulamovim nadzorom razdeljevanje plačnine nosačem. Zadnja etapa naše dolge in naporne približevalne hoje je bila zaključena. Po odhodu nosačev in njihovega razposajenega živžava nas je naenkrat objela tišina gora. Včasih je tudi samotna planota na morenskem pobočju priložnost za prijetno vzdušje. Dovolj je skupina 10 šotorov, ledeniški tolmun in sončni žarki, ki blažijo hladni piš na 4500 metrih nadmorske višine. Baza našega tabora je postavljena. Zbudimo se ob zori. Vsi člani odprave se povzpnejo na koto 5300 metrov, tu bomo postavili tabor 1. Še enkrat nas čaka dolga, strma in utrudljiva pot po morenskem grodbju. Veličastna gora Nošak bdi nad našim vzponom. Ko pridemo na 4800 metrov, nekako na višino Mont Blanca, postanemo le toliko, da s pomočjo 3 nosačev, ki so stali z nami, postavimo skladišče za opremo. Po opravljenem delu se odpravijo v dolino, mi pa naprej proti gori. Prvi spopad s steno. Korak za korakom stopamo po zasneženi lisi na levi strani severno-zahodnega grebena gore. Pred nami je 500 metrov vzpona. Hoja sicer ni težavna, hkrati kljub temu zelo zahtevna z fizičnega pogleda, ker se organizem začne prilagajati višinskim razmeram razredčenega zraka. Mesto za postavitev tabora je na desni strani, v sredi velike razpoke ob ledeniškem seraku. Nekoliko nižje ledeni jezik prehaja v kamniti greben, ki se spušča z vrha gore Nošak. Po povratku z odprave bomo odkrili, da smo šotore postavili na zasneženem ledeniškem loku, ki je prekrival ogromno razpoko. Zagotovo je bil prostor manj varen, kot smo si domišljali. Siamo arrivati a quota 5003 e stiamo scavando le piazzole per il campo base. Fausto ha trovato un ottimo posto, protetto anche da eventuali slavine. Comunque metteremo una corda fissa, così in caso di pericolo uno si può allontanare velocemente e andare sulla cresta. Passo. Že po prvem poizkusu nam je jasno, da vzpon na vrh ne bo tako enostaven. Gora Nošak je vse prej kot prijazna do nas. V skoraj 30 letih samotarjenja so se njene geološke razmere spremenile in poslabšale. V višini 6500 metrov je žila žive skale, greben višji od 200 metrov, kar pomeni nič kaj prijetni spopad s težavami. Kamnita gmota se v resnici izkaže trhla in nudi negotovo oporo, pod snegom, ki jo prekriva stoletja, je zdelana. Dela za pripravo tabora 2 na 6000 metrih nadmorske višine, še posebno pa priprava tabora 3, ki zahteva večdnevno izmeno na steni pri skoraj 7000 metrih, pošteno utrudi član odprave Oksus. V
Vzpon na goro Nošak pomeni za člane alpinistične odprave Oxus gore za mir velik fizični napor. Vendar skriva osvajanje simbola miru, ki ga pooseblja vrh gore, še drugo skrivnost. Za vsakega posameznega udeleženca pomeni odprava še dodatno, važnejšo zavezo, nekaj, kar nima opravka le s fizično zmogljivostjo. Na vrh niso preplezali vsi člani odprave. Marsikdo je zaostal in se vdal ob njegovem vznožju. Vendar so vsi, vsakdo po svojih zmožnostih, s trdim delom pripomogli k skupnemu končnemu uspehu. Kdor je dosegel vrh, je vložil v podvig ogromno mero napora. Premagati je moral trdo, fizično in psihološko preizkušnjo, v kateri ni bilo mogoče vse do zadnjega metra predvideti končnega izida. Fausto De Stefani je bivakiral na 7000 metrih zavit v spalni vreči in samotarsko naskočil z ogromnim naporom vrh. Čez noč je temperatura padla izredno nizko. Fausto se tistega jutra do 10 še ni oglasil prek radijskega oddajnika in ga kljub dolgemu motrenju skozi daljnogled nismo mogli slediti. Ob 13:15, po ponovnem opazovanju, ga zagledamo na beli snežni površini, ki se dviga pred našim taborom 2. Čisto oddaljena se pomika majhna pika. On je. Se stopa zgore, njegov korak je hiter in samozavesten. Ob 16:30 je v naši sredi. Pri sestopu z vrha je prehodil, če štejemo tudi zadnjih 500 metrov strmine pred dostopom v bazo 3, kakih 3000 metrov višinske razlike. Med objemi in vsesplošnem stisku rok nam pripoveduje o svojem dvodnevnem naskoku na vrh. Zastava miru je postavljena in po 30 letih plapola z vrha najvišje gore Afganistana. Proti večeru damo duška praznovanju, gre vendar za prvi zadetek odprave Oxus. Čakata nas še 2 dneva trdega dela negotovih trenutkov in strahu. Nenaden vsad je uničil šotor zdravnika naše odprave. K sreči se je Kristof komaj odpravil proti vrhu. Zaradi hudega mraza, neurja in utrujenosti se je morala francoska odprava odreči odločilnemu naskoku na vrh. Tudi Akmal, edini Afganec v skupini, se mora odpovedati razgledu z vrha gore. Giorgio Malucci ima težave v kolenu. Tudi sam sem med tistimi, ki niso prišli do vrha. Še več, odpovedati sem se moral posnetkom zadnjega dela vzpona. Veliko zadovoljstvo in zadoščenje nas je prevzelo ob novici, da je prišla na vrh naveza z Ireno Mrakovo, Markom Skenonejem in Françoisem Carrelom. Dragoceni trenutki izmenjave izkušenj z afganskimi prijatelji, ki so nam pomagali pri podvigu. Gulam Saki, Safat Mir, naš tolmač, in naš simpatični uradni kuhar Marham Beg. Čeprav moram resnici na ljubo povedati, da se njegovi gastronomski izdelki pri nas niso najboljše odrezali. Dnevi polni doživeti, ki si sledijo v hitrih presledkih. Dogodki, prizori, besede, vse ostane vtisnjeno na digitalni podlagi in se z daljne morene pod vrhom gore Nošak skozi afganski eter priključi na spletno virtualno mrežo. Internetna mreža, ki nam jo je nudila na razpolago dežela Forlanija Julijska krajina, je bila prva odskočna deska, s katere je naše sporočilo romalo v svet. Neke vrste izziv. Poglejte, vojne je konec. Vrata v doviti gorski svet so spet odprta. Gora Huacan in njeno ljudstvo vas sprejemata. Pomagajte mu, da zadiha v vsakdanjem življenju. Posnetki nasproti. Tu se spomin vrača na trenutke prežete z veseljem, navdušenjem in na trenutke polne neugodja. Radost in napor. Prevzame nas naraščajoči tempo dolgega sosredja spominov. Celodnevni napor pri pospravljanju višinskega tabora.
Tudi pobiranja več kot 200 kg vseh mogočih odpadkov, ki so jih za sabo pustile prejšnje odprave, je težaven posel. Pločevinke, vrvi, jeklenke, vse to je šlo v plastične sode, ki smo jih s pomočjo nosačev znesli v dolino. Neskončno dolg sestop in povratek v vas kazi deh. Vožnja s kombijem proti Kabulu preko severnega Afganistana traja celih 6 dni. Od 12. do 17. avgusta 2003 smo prevozili komaj 500 km. Vozne poti, ki tvorijo glavno cestno omrežje, danes edina povezava s prestolnico, so v strašnem stanju. Tudi tega nismo predvideli. Če hočemo priti do letališča v Kabulu, moramo ovire premostiti kot se da. Od tu enkrat na teden odleti letalo, edina povezava z daljno Evropo. Neverjetni razgledi na menjajočo se naravo med 10-urno dnevno vožnjo. Noč prespimo na zasilnih točkah, kjer nas ustavi in zadrži sila razmer. Higiene ne obvladamo več, vse vprek je preveč nepovabljenih gostov, tudi v spalnih vrečah. Afganistan nas požira s svojimi divjimi soteskami, s čudovitimi prizori skalovja. Povsod sledovi vojne, ti odvratni in žalostni totemi kulture sedanjosti. Brez besed stojimo pred nerazumljivimi prazninami, ki jih je za sabo pustila zločinska nerazsodnost talibanov. V očeh se nam vtisnejo pogledi, nasmehi, življenjska vsakdanjost. Prizori, ki si jih ni mogoče predstavljati in katere ne boš več mogel zbrisati spomina. Prevoziti moramo še skozi dolino Gorban in Šibar pas. Zadnji del močne ceste teče po dolinah, ki se zdijo uklenjene ob vznožju gorske verige Hindukuša. Na koncu nas čaka mesto Čarikar in po 70 kilometrih končno prestolnica Kabul. Zadnji utrinki naše pustolovščine. Vozimo med radovednimi obrazi krajanov. Prah je vse povsod v nas. Prizori se oddaljujejo in nas zapuščajo. Ostali bodo le še v spominu naše domišljije. V smeri proti Frankfurtu strmim skozi letalsko okence v puste gore pod nami. Ob prihodu v Afganistan sem z višine videl le puščavo in skalovje. Zdaj razpoznavam ceste, vasi. Čutim življenjski utrip te dežele, ki ne pozna blagara. Morda je v tem največja sprememba, ki smo jo doživeli na potovanju po Afganistanu. Kar smo ob prihodu zaslutili, kot zabrisano in nerazločno sliko dežele posejane s puščavo in gorami, se nam v zadnjih bežnih pogledih nanjo skozi prizore in spomine razkrije v vsej svoji nadrobnosti. Globoko v nas čutimo, da nismo več isti. Zastava miru plapola na najvišjem vrhu daljne pokrajine Badakhshan, na samotno daljeni afganski gori Hindukuš. Njena podoba se staplja s pogledi malih angelov, ki so nas povsod pozdravljali z nasmeškom na ustih. To je ena od prvih podob upanja iz Afganistana. Prejšnje so slike sovraštva, smrti, obupa. زدم لافی محبت با تو ای نامرد ندانستم زدم لافی محبت با تو ای نامرد ندانستم اگر من بعد از این سوی تو بینم سخت نامردم اگر من بعد از این سوی تو بینم سخت نامردم حرفی تو میندش زی غوغای رقیبان آوازی سگان کم نکند رزقی گدارا
آواز سگان